Lepo pozdravljeni na današnjem dogodku, s katerim obeležujemo slovenski prevod zbornika Branje kapitala. Danes bomo na to temo z vami razpravljali 4 govorci. Na moji skrajni levi je dr. Tibor Rutar, predavatelj na Filozofski fakulteti v Mariboru in Ljubljani. Na njegovi desni je dr. Jože Vogrinc, predavatelj na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Zraven mene sedi Matija Jan, doktorski študent in mladi raziskovalec na filozofiji, in jaz Lea Kuhar, mlada raziskovalka na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU. No, in glede na to, da se nam nekako zdi zelo pomembno, da se bere to delo v kontekstu svojega časa, bi jaz zdaj na kratko najprej orisala tedanjo situacijo v Franciji, nato bi pa prišli bolj k neki razpravi, kaj se je dogajalo v zadnjih 50 letih po izdaji zbornika in kaj Althusser nam še lahko ponudi danes. Torej, bralni krožek, katerega produkt je Branje kapitala, je nastal v prostorih École Normale Supérieure, kjer je Althusser učil od leta 1948 do leta 1980. Te bralni krožki oziroma bralni seminarji so bili del nekega splošnega učnega kurikuluma, ki je drugače bil sestavljen predvsem iz predavanj. Althusser je imel 4 bralne seminarje. Začel je leta 1961 oziroma v šolskem letu 61-62 na temo, in ta prvi seminar je potekal na temo mladega Marxa. Nato je bil drugi seminar Izvori strukturalizma leto zatem. Potem še naslednje leto so obravnavali Lacana in psihoanalizo in potem 4. leto so skupinsko brali Marxov Kapital. In ta zbornik, ki ga danes imamo tu pred nami, je produkt tega zadnjega 4. bralnega seminarja. No, ampak tako kot Marxov Kapital je tudi samo Branje kapitala vsaj do določene mere produkt nekih specifičnih okoliščin, v katerih je nastal. To so tako predvsem teoretske in politične okoliščine. Zdaj, če se pogledamo zelo na hitro, teoretske. Francoska teorija je bila v 40. in 50. letih v Franciji zaznamovana predvsem s fenomenologijo in eksistencializmom. Glavni referenci sta bila Heidegger in Husserl, pač glavni referenci v akademskih krogih, in teoretiki, kot so Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, Albert Camus, Henri Lefebvre, Frantz Fanon. Glavne teme, s katerimi so se pa te fenomenološke in eksistencialistične teorije ukvarjale, so bile vprašanje človeka. Torej, v ospredju so bile vprašanje človeške utvojitve, vprašanje človeške svobode, bil nek splošen projekt realizacije človeka. Kar je bilo predvsem takrat aktualno, glede na to, da je bil to čas upora proti nacizmu, pa tudi čas protesta proti različnim vojnam, naprimer, takrat je bila Francija v vojni z Alžirijo in Vietnamom. No, ampak že v začetku 40. letih so pričeli nastajati neke zametki nove teorije, nekega teoretskega obrata, ki je fokus prestavil iz teh nekih notranjih človeških doživetij na vzročne mehanizme, ki ta doživetja porodijo. Torej, rekli so, prej smo razlikovali pač ta človeška doživetja, ampak to je zgolj simptom nekih struktur, in če želimo zares razumeti te človeške doživetja, moramo se obrniti na te same strukture in jih analizirati. Torej, ne gre se več za raziskovanje vsakodnevnih izkušenj, temveč za pogoje, ki so te izkušnje vzpostavile. Glavno vodilo tega obrata je bilo, nič ni dano, nič ni neposredno dostopno, vse je skonstruirano skozi proces vednosti. Torej, zastavilo se to epistemološko vprašanje vednosti. Oziroma, kot bi rekel Cavelier, da ni več filozofija zavesti tista, ampak filozofija koncepta, ki lahko poraja znanstveno vednost. Zdaj pač daleč od tega, da bi to nek enoten projekt, zdaj ta obrat znanstvenosti mišljenja se kazal na različnih področjih, na zelo različne načine, in to so različni avtorji, ki pač niso zares skladni med sabo, ampak hotela sem nakazati, da obstajal nek trend te znanstvene misli. Naprimer, na področju lingvistike sta Saussure in Jacobson naredila obrat k strukturalni lingvistiki. Potem leta 1930 prideta Bachelard in Coiré in raziskujeta avtonomno logiko znanstvenega diskurza in prelome med različnimi znanstvenimi diskurzi.
Potem v 40 letih pride Canguilhem, ki še dodatno raziskuje to vprašanje znanstvenosti in njene razlike do ideologije. Canguilhem je mimogrede tudi zelo pomemben, ker je takrat imel istočasno predavanje, kot je imel Althusser seminar in so vsi ti udeleženci Althusserjevega seminarja obiskovali tudi njegove predavanja. Potem Levi-Strauss, ki ima kritiko Sartrovega poimenovanja dialektike in zgodovine in tako naprej. Zdaj, kot sem rekla, ne danes od tega, da so bili ti diskurzi si poenoteni, so bili pa že prisotni do te mere, da ko je leta 1961 prišel Sartre na École Normale predavati o tej svoji novi knjigi, je bilo to, kot bi rekel Rancière, bolj pogreb kot pa praznovanje. Pač to njegovo predavanje je bilo bolj znamenje, da je konec z eksistencializmom in da se začne neko novo teoretsko obdobje. In to je bilo tudi moment, ko je prišel Althusser na sceno in začel s tem svojimi prvimi bralnimi seminarji. Zdaj, jaz ne bom šla čez vse njegove bralne seminarje, ključno je zgolj to 4. leto, ko je ta znanstveni obrat, ki, kot sem rekla, je bil viden že na različnih področjih prej, ga je naredil na področju marksizma. Ta Althusserjev teoretski obrat je bil pa tudi vezan na zelo specifično politično situacijo. Ta de Gaulleov režim je postajal čedalje bolj represiven, hkrati pa ni bilo neke neposredne leve opcije, ki bi zagrabila neki kritični potencial študentov. Ker pač ja, ta študentska gibanja, ki bodo potem prevzela francosko sceno na leto 1968, so zdaj šele začela nastajati, tako da so bila sem v nekih zametkih. Obstajala je pa komunistična partija, francoska komunistična partija, ki je pa ravno leta 1956 in potem ponovno leta 1961 na kongresu sprejela sklep, da se bo odmaknila od teh svojih revolucionarnih stališč in obrala neko srednjo pot med vzhodom in zahodom, tako da je postala čedalje bolj reakcionarna. No in kar je bilo eden izmed dogodkov, ki je ključen za sam ta dogodek, je, da so med leti 1964 in 1966 Althusserjanci zavzeli organizacijo komunističnih študentov na École Normale. Pač École Normale je imel svojo komunistično organizacijo, ki je bila pod krovno komunistično organizacijo francoskih študentov, ki je bila pod francosko partijo. In to je ključno zaradi tega, ker je imela ta organizacija takrat avtonomijo. Pač je bila sicer pod formalnim okriljem partije, ampak je imelo določeno avtonomijo, kaj dela, ker je omogočila določeno svobodo, ki je omogočila kritiko. Ena izmed razlogov, kaj so videli tedanji študenti v Althusserju in zakaj so prišli zraven, ko je on začel s tem seminarjem, je, da mu njegova teorija, ki je bila kritika humanizma in nekega hegelovskega marksizma-leninizma, omogočala vzpostaviti neko drugačno videnje marksistične teorije. Torej, pač tisti študenti, ki so bili takrat zbrani v tem organizaciji, so lahko iz tega stališča kritizirali partijo, da je sektaško in dogmatična in očitali so ji teoretsko in filozofsko stagnacijo marksizma. No in potem so še neki drugi dogodki, naprimer Miller, Linhart in Rancière so začeli izdajati nek nov študentski časopis, marksistično-leninistične zvezke, ki so poskušali to teorijo, ki je Althusser obravnaval na svojih seminarjih, so poskušali zdaj nekako prevesti v politično prakso na nek drug način. Zdaj, to je bilo nasploh obdobje splošnega entuziazma. Vsi so hodili na predavanja, vsi so študirali, vsi so sproti brali literaturo. Althusser, na primer, v svojih pismih piše, kako so točno to, kako so študenti prihajali na predavanja, kako so sproti prebirali in poznali vso literaturo, kako so aktivno sodelovali pri predavanjih in kako je mogel on ves čas trdo delati, da ni zaostal za njimi. Sicer ta situacija ni bila vsem všeč, tukaj imam en citat od Rolanda Bartha, ki je takrat tudi učil na Pariški univerzi. No in on se zelo pomenljiv citat, ki pokaže, kako so bili res študenti angažirani. Barth pravi o študentih: hodijo na moje seminarje, mučijo me, prerekajo se z mano na popolnoma neprijeten način, hočejo me raztrgati.
Tega splošnega entuziazma je bilo kmalu konec, zaradi tega, ker leta 1965 so se Kitajci skregali z Sovjeti in je Kitajska komunistična partija pozvala vse komuniste na svetu, da se odločijo, ali so za univerzalno resnico marksizma in leninizma ali so proti. In zdaj ti študentje, ki so zavzeli ta študentsko organizacijo Ekol Normal, so zdaj videli priložnost, da s to teorijo, ki so izdelali na seminarjih in s to teorijo, ki so jo razvili, s to kritiko marksizma, da vplivajo na odločitev oziroma na mnenje francoske komunistične partije. Ampak to se ni zgodilo, nekaj časa so se prerekali in na koncu je nastalo tako, da je francoska komunistična partija sklicala kongres, na katerem je razpustila študentski krog. No in skupaj s to razpustitvijo je nekako razpadel tudi ta krog zbran okoli Altizerja. Nekateri ljudje so šli čez stran, drugi so šli delati maoistične organizacije, pol en zelo pomemben del je šel k Lakanu, ker je pač Lakan imel tudi takrat svoj krožek, bralni krožek. Nekateri so bili pa zraven, naprimer Balibar pa Altizer nista nikoli stopila iz partije, kljub temu, da sta bila ves čas do nje zelo kritična, nikoli nista, na koncu, ko se bo treba odločiti, nista šla stran. In to je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj se je večina teh Altizerjevih študentov skregala z njim. No, ampak ta zbornik oziroma krožek je nastal pred tem razdorom, v tem zelo produktivnem obdobju, kot sem že omenila v šolskem letu 64-65, oziroma v koledarskem letu 1965, ker so ta bralni seminarji potekali od januarja do aprila. Bilo je 10 srečanj, na vsakem srečanju vsako srečanje je potekalo tako, da je najprej eden izmed udeležencev imel svojo predstavitev, potem so pa sledila vprašanja in splošna diskusija. In teh vprašanj, ta diskusija ne bile res burne, ampak jih niso nikjer natipkane. Mislim, da ne samo, da tukaj niso, mislim, da nasploh niso. Obstajajo pa neki zvočni posnetki na enem francoskem inštitutu, ki ga zdaj nimam podatka, ampak obstajajo nekje. No, glavni pobudniki seminarja na začetku so bili Duro, Rancière in Balibar, ki so leta 1961 prišli do Altizerja, ker je on takrat pisal to kritiko humanističnega pristopa v marksizmu. Na diskusiji so sodelovali tudi Robert Linhart, ki se je glih takrat vrnil iz študijske izmenjave v Alžiriji, in Pierre Maucheret, ki je že v bistvu nehal študirati, pa je prišel nazaj na faks zaradi tega, da bi lahko sodeloval na teh predavanjih. In pa Duro, Yves Duro, on je bil eden izmed glavnih pri tem seminarju in tudi Altizer je njega označil za najbolj genialnega izmed svojih učencev, ampak on nikoli ni napisal teksta, ker je imel težave s tem, da nekaj napiše, in zato ga tudi ni tukaj noter in tam se ga večkrat pozablja. Zdaj mogoče od teh, ki so imeli predstavitev, še nekoga ni noter, Maurica Godelieja. On je imel predstavitev dejansko, ampak mu Altizer na koncu ni rekel, naj napiše svoj tekst. Vsem ostalim je rekel, njemu pa ne. Zdaj sem iskala, zakaj, njemu ni rekel, ampak nisem našla, tako da če mogoče kdo ve, naj pove. Establé, ki je pa noter njegov tekst, pa dejansko ni sodeloval na predavanjih, ampak je svoj prispevek poslal naknadno. To je v bistvu to, kar sem hotela povedati. Mogoče sem, da v slovenski izdaji tekstov so prevedeni vsi teksti, vseh 6 tekstov, vseh 5 avtorjev. Altizer je napisal 2 teksta. Prevedla sta tekste Maja Breznik in Suzana Koncut, knjigo je uredil dr. Rastko Močnik, izdala pa je založba Sofija. No, zdaj pa bi mogoče, preden gremo na razpravo, kaj se je dogajalo v naslednjih 50 letih, oziroma kaj je danes z Altizerjem, bi mogoče dala besedo še profesorju Vogrincu, da pove mogoče kaj v situaciji v Sloveniji. Hvala za besedo. Jaz bi se zahvalil najprej založbi, prevajalkama in uredniku za to izdajo.
posebej zato, ker je integralna izdaja, ne tako kot ta, ki jo mnogi verjetno poznate, se pravi angleški prevod, ki je skrčen, in mislim, da nikoli ni prepozno za branje Kapitala in da ni nobene nevarnosti, da bi branje Kapitala dolgoročno bilo tako, da bi se izčrpalo, da bi prišli do končno prebranega Marxa. Nekaj takega, kot je končno prebrano delo, ne eksistira. Zdaj prva Althusserjeva knjiga, ki je v slovenščini šla integralno, ni prvi tekst, kajti v bistvu ideološki aparati države so išli že prej v eni knjižici in Lenin in filozofija v časopisu za kritiko in znanosti tudi. Prvo to delo pa je, ki je išlo kot v knjižni obliki, mislim, da 87. leta v zeleni zbirki Studio Humanitatis, pa je filozofija in spontana filozofija znanstvenikov. Se pravi, tukaj gre za izrazito za poseg epistemologije in zgodovine znanosti, kakor je Althusser razumel, pa njegovi kolegi, v kritični navezavi na francosko filozofsko epistemologijo. Predvsem mislim, da v tem kontekstu je pomemben Gaston Bachelard, pa pred njim tudi Georges Canguilhem. Kar je paradoksno tukaj nekako je to, da filozofi ugotavljajo, da je filozofska praksa, če lahko tako rečem, sama na sebi filozofska. Tako da se je treba vrniti k epistemologiji zato, da pravzaprav poudarimo, da gre pri Bachelardu in Canguilhemu, pri Bachelardu zlasti, ko obravnava recimo kemijo in fiziko 19. in 20. stoletja, zato da pokažeta, ne ukvarjata se z, bi rekel, sociologijo pridobivanja znanstvene vednosti, vendar pa pokažeta, da je znanstvena praksa inherentno teoretska praksa, se pravi, da je mogoče prelome, ki naredijo prejšnjo znanost neaktualno in spostavijo novo paradigmo, mogoče dosegati samo z nekim aparatom, ki je tudi institucionalni, organizacijski, materialni aparat vednosti, teorije, in da je to, čemur rečemo potem trivialno kasneje po Althusserju spoznavni predmet v razliki od, bi rekel, realnega predmeta, ne, da je povezan s tem, da znanstvena praksa konstruira aparaturo, ki bo vzpostavila eksperimentalne pogoje, v katerih se bo potrdila teza, ki bo omogočila recimo opustitev, ker bo ovrgla veljavnost prejšnje teorije. S tem hočem povedati, da je potem torej vprašanje, komu služi, na kakšen način služi epistemologija, kako jo prakticirajo Althusser in kolegi, če jo gledamo sa stališča filozofije same. Ko pa je očitno, in to recimo v slovenščini zelo lepo pove v svoji knjigi Filozofija v znanosti Rado Riha, ne, ko pokaže, da je znanstvena praksa v Bachelardovem razumevanju sama filozofska. Da se tega sicer ne zaveda, ampak da tudi ni videti, da bi to zavedanje potrebovala, da do teh rezultatov pride. Moj sklep iz tega seveda je, da je vprašanje, da je dejansko problem, na kakšen način pomaga na ta način epistemologija znanstveni praksi in znanstvenikom, na kakšen način pomaga filozofiji in filozofom. Lahko pomaga znanstvenikom do neke boljše vednosti, ki je pa, kako bi rekel, glede na to, kar oni delajo, zasebna, dodatna, ne nujna. Je pa nujna, če nekoliko pomislimo, oziroma bi vsaj prišla krvavo prav, ko gre za to, da znanstveniki razmišljajo o družbenih pogojih lastne dejavnosti in o družbenih efektih znanosti. Medtem ko v sami filozofiji, v sami filozofski praksi je očitno, da nasprotje nekaterim drugim filozofijam, kolikor filozofijo predvsem tudi razumemo kot področje
postavljanja vprašanj tam, kjer je prevladala samoumenost, bi rekel, kot področje postavljanja vprašanj, problematizacije, ne, da nasproti drugim koncepcijam filozofije, ki filozofijo razumejo kot samo na sebi, samozadostno ali pa pozitivno dejavnost, da pravzaprav Althusserji zastopajo tisti, ki prakticirajo takšen način branja kot on, zastopajo znanstveno teorijo v filozofiji, kot teorijo, ki je pozitivna teorija posameznih znanosti, kajti če kaj dela že Bachelard in Canguilhem, pa potem tudi Althusser in drugi, je to, da pravzaprav prepovedujejo filozofom, da bi se polaščali znanosti, ali pa da bi znanosti vnaprej prepisovali obče termine, ali preprosto, da bi se lotevali katerekoli teme, preprosto z legitimacijo, da si pač kot filozofi to lahko privoščijo. Se pravi, s tem bi rekel, da bi opredelil to mesto v filozofiji tega načina branja kot mesto, ki smo rekli včasih, in tudi to je v zvezi z Althusserjem, med drugim, tenant lieu, se pravi, držijo mesto v filozofiji za nekaj, česar v njej ni, in sicer neko zadržanje do, recimo, znanosti, družbe in same filozofije, ki ne predpisuje tega, kako mora ta delovati, ampak ki poskuša biti pozorna do diskurza posameznih disciplin, pa tega, kako one same dosegajo pozitivno teoretskost. Kaj bi si potem predstavljal, bom dal z zgledom iz Jakobsona, ki ga ponovno berem, 6 predavanj v zvoku in smislu, kajti Jakobson je eden od tistih teoretikov, ki so delovali v tej liniji, bi rekel, produkcije znanstvene teorije, ki sega od Saussura potem naprej prek Jakobsona do Lévi-Straussa, Lacana, še kam. In tukaj bi teza preprosto bila ta, da kar tisto, s čimer recimo se ukvarja tu Jakobson in kar imam tukaj v prvi vrsti v mislih, je, Jakobson pokaže, kako je bila fonologija neproduktivna, dokler se je postavljala filozofsko vprašanje, ontološko vprašanje, kaj je fonem, oziroma ali je fonem nekaj materialnega, ali je fonem nekaj idealnega. In ko se je ustavila, ko je dala to vprašanje ontološko oklepaj in se vprašala, kako fonem funkcionira, kar je naredila predvsem s pomočjo konceptov, seveda najprej znaka in strukture in potem pač konceptov, ki so na to navezujejo, in koncept, ki ga tukaj potem proizvede Jakobson, je seveda koncept razločevalne poteze. Se pravi, bistveno je tukaj to, da je konceptualizacija notranja tej vedi sami, in da si postavlja vprašanje delovanja povezanih konceptov ob obdelavi določenega problema. In tukaj se zdaj lahko vrnemo k Althusserju in njegovim kolegom iz branja Kapitala. Seveda boste takoj pomislili na Althusserjevo simptomalno branje, kot mu reče. Ponavadi se to potem nekako dostkrat se ta interpretacija skrči na to, da rečemo, to pa je simptomalno branje. Mislim, da je ključno tukaj videti to, da ta analiza, ne samo Althusserjeva, jaz pravzaprav pri tem ponovnem branju bi izpostavil mogoče kot tekst, ki me najbolj pozitivno presenetil, v resnici Balibarjevo obdelavo teh konceptov, se pravi, ki si postavi vprašanje prehoda od enega dominantnega produkcijskega načina k drugemu. Ampak Althusser sam v tem svojem znamenitem tekstu, kjer pokaže, kako je Marx proizvedel recimo koncept delovne sile, se mi zdi ključno to, da gre za konceptualizacijo, ki je notranja kritiki politične ekonomije same na način, da se ne vrne v filozofijo samo, da se ne vrne na lastno Marxovo pozicijo iz prelet 1845 ali pa tudi na pozicijo iz nemške ideologije gledano iz kasnejše pozicije iz Kapitala. Skratka,
Althusser pokaže, kako Marx preseže in odpravi politično ekonomijo, ko pokaže, kako politična ekonomija naredi kaj, potlači produkcijo in reprodukcijo tiste simbolne realnosti, ki jo dojema sama politična ekonomija kot ekonomsko empirijo. Ne? Skratka, analiza kapitalističnega produkcijskega načina v kapitalu ni več politična ekonomija, ni vrnitev v filozofijo, ampak je za Althusserja vsaj v principu začetek nove znanosti. Ne? To pa je v nasprotju s tem statusom, ne? Kolikor Althusser in kolegi ustaja znotraj filozofije, razen če ne predpostavimo preprosto tega, da držijo znotraj filozofije mesto neke drugačne teoretske prakse. Ne? Kajti splošen nauk seveda Althusserjev, ki ga lahko iz tega ali pa drugih del kasnejših potegnemo, je navsezadnje to, da je nemogoče biti nevtralen v znanosti, ne, da smo v ideologiji, da je teorija inherentno pač boj zoper ideologijo, ne, na tistem spoznavnem področju, kjer nekdo dela, in da je pač mogoča kritična teoretska pozicija, analitična pozicija, samo zato, ker so pač diskurzi, ki si prisvajajo neko polje med sabo v kontradikciji. Ne. In torej zahtevajo preseganje sami že od znotraj. Ne. In to se mi zdi nekako ključno, ne, se pravi, če se vrnem spet k Althusserju, Althusser dokazuje, kako Marx vzpostavlja analitični aparat kritike politične ekonomije, ki jo po mojem pač zaradi tega tudi lahko razumemo potem kot historični materializem v raziskovanju družbe ali, če hočete, kot historično-materialistično sociologijo. Ne. Upozoril bi še na tole, pogledajte še mogoče to. Marxova koncepcija znanosti je dvoumna, kolikor recimo v Kapitalu eksplicitno Marx postavlja kot merilo znanosti recimo kemijo, ne Hegla. Ne, in to je razvidno tudi iz branja Kapitala. Ne. Vendar pa ni nikakršnega naravoslavnega modela, na katerega bi se Marx skliceval. Dejansko je metoda, kot bi rekli Marxova, je Heglova dialektika. S tem, da je dialektika razumljena kot struktura nekega procesa v gibanju. Ne, se pravi, tukaj gre za analizo reprodukcije procesov, artikulacije s pogoji reprodukcije nekega sistema. Skratka, analiza kapitalističnega produkcijskega načina pokažejo, po mojem Althusser in kolegi, je sprva v nekem smislu rečeno v narekovaju internalistična. Se pravi, pokazati mora notranjo dinamiko procesov, ki proizvajajo krize, protislovja, ne, premene v načinu obstoja lastnega. Marx, kot tudi to lepo potem pokaže v branju Kapitala, po mojem posebej Balibar, ne, govori o razvoju oblik. Ampak ta razvoj oblik ni preprosta morfologija, ta razvoj oblik tudi nima nič opraviti recimo z darvinizmom, ne, v smislu časovnega zaporedja oblik, ampak tega, da pač dialektično razvije, katere meje so inherentne nekemu procesu, ki ga analizira, tudi takrat, kadar odmislimo vse mogoče zunanje vplive in opazujemo ta proces sam iz sebe, kar je pogoj za to, da potem lahko tematiziramo te zunanje pogoje kot pogoje, ki jih je mogoče analitično ločiti od teh prvih. Ne. Se pravi, s tem mislim, da lahko pokažemo, da Althusser in kolegi pokažejo, da Marx v bistvu v analizi kapitalističnega produkcijskega načina ravna homologno temu, kako ravna recimo Jakobson, ko se ukvarja s fonologijo, ne, se pravi, da razvija pozitivno teorijo v tem smislu, da analizira, kako proces reprodukcije
v svojem normalnem funkcioniranju naleti na lastne meje in zahteva svoje lastno ukinjanje. Hvala. Tibor? Ja, hvala Lea. Jaz se najprej opravičujem, moj prispevek bo nekoliko drugačen, upam, da mi ne boste tega preveč zamerali. Jaz sem v grobem, ko sem se pripravljal na ta dogodek, razdelil svoj komentar na dva dela. Na prvi del, kjer bom izkazal svojo hvaležnost Altiserju, ker je, vsaj jaz mislim, posredno, nenačrtno prispeval, predvsem močno prispeval k nastanku dveh intelektualnih tokov v drugi polovici 20. stoletja, ki sta po moji oceni vsaj precej pomembna in tudi zelo malo poznana v Sloveniji, to sta kritični realizem in pa analitični marksizem. Potem v drugem delu bom pa nekoliko bolj kritičen do Altiserja in bom par minut porabil za to, da predstavim nekaj svojih mnenj o par socioloških tez Altiserjeve filozofije. Se ne bom preveč dotikal v tej oceni, ampak par Altiserjevih socioloških tez v zvezi s tem, kako deluje država, kaj je ideologija, kako ideologija deluje, kaj je relativna avtonomija političnega od ekonomskega in kakšne argumente Altiser ponudi, da bi podprl te svoje teze. Zdaj, če najprej začnem z analitičnim marksizmom in ga zelo jedrnato poskušam opisati. Analitični marksizem je splošen pristop k marksizmu, ali pa lahko bi tudi rekel ena od različic marksizma, ki bolj kot vse drugo poudarja, da ne bi bilo treba, da bi med marksizmom in na drugi strani standardnimi znanstvenimi normami v družboslovju, najboljšimi orodji, ki so nastali v 20. stoletju za namen družboslovne analize, ne bi bilo treba, da obstaja ogromen prepad, kot je večji del 20. stoletja obstajal. Torej, analitični marksisti problematizirajo Lukáčevo ali pa Lukáčevsko idejo, da ima marksizem v prvi vrsti svojo lastno metodo in skušajo analitični marksisti trditi oziroma pokazati, kako lahko vse pomembne in zanimive marksistične teze v zvezi z vzročnim primatom ekonomije, v zvezi z vzročnim primatom razrednega boja v zgodovini, glede odvisnosti države in politike od ekonomije in kapitalistične akumulacije, glede izkoriščanja in tako naprej. Skratka, vse glavne marksistične teze, kako jih lahko in jih moramo braniti, če hočemo, da preživijo v drugi polovici 20. stoletja, tako da pokažemo, kako lahko z najsodobnejšimi, najboljšimi orodji mainstream družboslovja te teze branimo, nadgradimo, utemeljimo ali pa tudi jasno kritiziramo. No in zdaj, kako sta analitični marksizem in Altiser sploh povezana, če drži za analitične marksiste to, kar sem ravnokar rekel. Povezana sta v tem, da so utemeljitelji analitičnega marksizma, recimo Eric Wright, Andrew Levine, Gerald Cohen, so v 60. in predvsem 70. letih precej poglobljeno in naklonjeno prebirali Altiserjeva dela, sploh za Marxa in branje Kapitala. Bili so tudi v 70. zelo navdušeni, lahko bi rekli Altiserjevci, in strinjali so se z njim predvsem v nekaterih njegovih splošnih nasvetih. Prvič, da mora marksizem biti znanost, ne humanistična, moralistična receptura za to, kaj je dobri svet in kaj je slabi svet, ampak da mora biti rigorozna znanost, sistematična, logično utemeljena, koherentna. To so Altiser in analitični marksisti skupaj pri tem so vztrajali. Po drugi strani so se strinjali analitični marksisti z Altiserjem, da je prihodnost marksizma ne v stalnem vračanju k izvornim Marksovim besedilom in ne v neskončnih eksegetskih razpravah o tem, kaj je Marks res mislil in kdo ima bolj prav glede tega, kaj je Marks res mislil, ampak da je prihodnost za marksizem razvijanje marksizma, nadgradnja, kritika in skratka poskusiti utemeljiti, razširiti marksistični raziskovalni znanstveni program. Tretjič, strinjali so se Wright in ostali analitični marksisti z Altiserjem, da je hegelovski marksizem zelo problematičen in da v njem ni prihodnosti za splošnejšo marksistično paradigmo in predvsem so bili kritični, tako kot Altiser, do ideje, ki običajno rečemo ekonomski redukcionizem. To je, da lahko vse politične, ideološke, državne in druge pojave, zunaj ekonomske pojave v kapitalizmu in v drugih produkcijskih načinih, da jih lahko reduciramo na eno osnovno ekonomsko esenco ali pa
sploh kot je bilo to všeč Althusserju, da lahko zreduciramo vse na osnovno človeško esenco. No, do obojega, do te ideje o osnovni izvorni človeški esenci ali pa ekonomski esenci so bili oboji zelo kritični, tako Althusser kot analitični marksisti. No, ampak analitični marksisti so potem v 80-ih, ko so začeli razvijati to paradigmo, so se začeli oddaljevati od Althusserja in postali bivši Althusserjevci. Namreč poudarjali so, da čeprav je Althusser velikokrat vztrajal pri rigoroznosti in znanstvenosti marksizma, sam ni običajno dosegal teh standardov, vsaj kot so jih analitični marksisti razumeli, to je, pisal je nepotrebno, nejasno, imel je veliko protislovnih definicij, dva dobra primera sta recimo ideja naddoločenosti in strukturne vzročnosti, kjer je delal sociološke teze, ker ni bil samo filozof, jih je redko kdaj empirično poskusil utemeljiti, vsaj delno in posredno. Skratka, prepričani so bili analitični marksisti, da je odstopal od svojega standarda in je zdaj na njih, na analitičnih marksistih, da izvršijo to, kar je predlagal Althusser, da bo sam storil, pa po njihovem mnenju tega ni uspel udejanjiti. No, kritični realizem je pa drugi pomembnejši, po moji oceni, intelektualni tok v drugi polovici 20. stoletja, ki izhaja posredno, ampak je precej utemeljen v Althusserjevih dveh delih, Branje kapitala in Za Marxa. Nastaja začne v drugi polovici 70. let z Royem Baskarjem, filozofom, ki je sicer bil nekoč ekonomist, ampak je potem doktorat naredil iz filozofije in bil celo življenje filozof. Baskar skuša, tako da se opira na Althusserja, posredno in neposredno v njegovih prvih dveh knjigah, Realist Theory of Science in pa The Possibility of Naturalism, se Baskar večkrat sklicuje na, citira Althusserja in se sklicuje na Za Marxa in Branje kapitala. Njegova naloga pa je, da po eni strani izvede imanentno kritiko pozitivizma, Baskar namreč, to pomeni, da skuša vzeti vse praktično predpostavke, aksiome pozitivizma, pa tudi sklepe pozitivistov in pokazati, da po njihovih lastnih kriterijih se te predpostavke medsebojno izključujejo ali pa sklepi logično ne sledijo iz njih. Poleg tega pa poskuša z utemeljitvijo kritičnega realizma Baskar predstaviti alternativo na eni strani pozitivizmu, ki je do takrat vladal, in na drugi strani postmodernizmu ali pa bolj natančno konstruktivistični epistemologiji, konvencionalistični epistemologiji, ki je bila nasprotni pol pozitivizma in poskuša vzeti najboljše iz obeh in razviti dobro alternativo obema, to je kritični realizem. Kaj točno je poanta v kritičnem realizmu? Mnogo jih je, več različic je, obstaja klasični kritični realizem, transcendentalni kritični realizem, dialektični transcendentalni kritični realizem. Glede tega vas ne bom dolgočasil. Naj sam poudarim, da tako kot analitični marksisti je bil Baskar zelo navdušen, sploh v 70. in 80. nad Althusserjem. Zelo všeč mu je bila njegova analogija med produkcijo vednosti in materialno produkcijo na splošno. Kot verjetno večina ve, je Althusser imel eno slavno idejo, da obstaja, da lahko predstavimo, kako poteka znanstvena teoretska produkcija prek treh faz, tako da se začne z surovim materialom, to, kar so preobstoječe ideje in pojmi, za Althusserja ideološki, predznanstveni pojmi in ideje, vsakdanja občutenja in nekoherentne, ne najbolj koherentne misli. Potem v drugi fazi se ta surovi material predela z orodji znanstvene produkcije po Althusserju, tako da v tretji fazi iz teh ideoloških predznanstvenih idej nastanejo znanstveni pojmi oziroma koncepti, znanstvene ideje, logično koherentni sistemi in tako naprej. In analogija je seveda, da v primeru materialne produkcije začnemo z dejanskim surovim materialom, ga z produkcijskimi sredstvi predelamo v tretjič materialne produkte. Na to se je Baskar, ko je formuliral kritični realizem, precej naslonil in to je dobil od Althusserja. Druga stvar, ki mu je bila zelo všeč in kot pritiče realistu, vsaj niansiranemu realistu, kot je Baskar, je že omenjena, mislim, da je dr. Vogrinc to omenil, že omenjena razlika med realnim objektom in objektom v mislih, ali pa realnim objektom in spoznavnim objektom. Tako Althusser kot Baskar oba poudarjata v svoji epistemologiji, da ni nobene nujne povezave med tem, kar res je, in tem, kar ljudje mislijo, da je res. In to je spet nekaj, kjer se Baskar
izrecno sklicuje na Altiserja in beleži svoj dolg njemu in Bachelarju in seveda drugim bolj niansiranim epistemologom pred njima. No, ampak hkrati, tako kot je veljalo za primer analitičnega marksizma, tudi kritični realisti z Baskarjem na čelu v 80-ih začnejo postajati skeptični do Altiserjeve zapuščine in poudarjajo, da so odkrili dve epistemološki niti, ki tečeta skozi Altiserjeva dela. Ena je realistična in seveda kritični realisti zase mislijo, da so nosilci, nadaljevalci te niti po koncu Altiserja, in druga je konstruktivistična oziroma konvencionalistična nit, za katero kritični realisti pravijo, da so jo nadaljevali in razvijali takšni post-Altiserjevci ali pa post-marksisti, kot so Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Steven Reznik, Richard Wolff in pa recimo Barry Hindess in Paul Hirst. Skratka, poudarek kritičnih realistov in točka, kjer se začnejo ločevati, distancirati od Altiserja, je, da Altiser ni jasno zavzel realistične epistemologije, ampak je nihal med realistično in konvencionalistično epistemologijo. Ok, zdaj pa glede tega, kaj si mislim oziroma kaj predlagam, da naj si mislimo o nekaterih bolj slavnih Altiserjevih socioloških tezah. Če najprej zelo, ker mi je ostalo verjetno 5 minut, telegrafsko skušam sporočiti, kakšna so moja prepričanja v tej točki, mi dovolite, da rečem, da se glede tega, kaj Altiser mislil o delovanju države, ideologije, kaj sploh je ideologija, o relativni avtonomiji političnega od ekonomskega, se strinjam s celo vrsto filozofov in družbenih teoretikov iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja, ki so pisali knjige o Altiserju in desetine člankov, ko so naklonjeni z nekaj izjemami, naklonjeni filozofi in družbeni teoretiki, ki nekateri izmed njih so še danes se vidijo kot Altiserjevce, vsi pa, ne glede na to, kako si rečijo, obravnavajo Altiserja kot izjemno pomembno figuro, ki je vredno prikazati svoj dolg. To so recimo Sebastiano Timpanaro, Alex Kalinikos, Ted Benton, Bob Jessop, Leszek Kolakowski, Norman Geras, že omenjen Eric Wright in Gerald Cohen, Peter Deuce, Perry Anderson, Gregory Eliot in tako naprej. Oni vsi v grobem v svojih knjigah in člankih ugotavljajo, da je bil Altiser izjemno produktiven filozof in družbeni teoretik, ki je gotovo posredno prispeval ogromno in tudi neposredno nekatere njegove ideje, kot je ideja o epistemološkem prelomu oziroma epistemološkem rezu, stojijo takšne, kot so, vsaj ko jih je reformuliral v svojih kasnejših letih. Ampak vsi se strinjajo, da marsikatere bolj konkretne sociološke teze in argumentacija, predvsem s katero pride Altiser do teh tez, je pa oziroma so ne najbolj dodelane in v različnih vidikih teoretsko in empirično precej problematične. Recimo, če se osredotočimo na eno, teorija ideologije, ki je najbolj slavno povezana z Altiserjevo zapuščino, ki jo najdemo v eseju o ideologiji in ideoloških aparatih države, je v literaturi precej konsenzualno ocenjena kot tako funkcionalistična, kot tudi pomanjkljiva v svojih mikrotemeljih. Kot verjetno nekateri veste, se z funkcionalizmom Altiserjevi teoriji ideologije očita, da se praktično ne da razlikovati od navadnega ameriškega sociološkega strukturnega funkcionalizma, ki se zgleduje po Parsonsu, sploh v prvem delu eseja o ideologiji in ideoloških aparatih države. Altiser praktično trdi, da obstaja mnogo sestavnih delov vsake družbe, ti sestavni deli morajo delovati vzajemno, funkcionalno, tako da njihov končni prispevek k da je prispevek funkcioniranju družbe pozitiven, in to konkretno se kaže tako, da Altiser misli, da obstaja mnogo razrednih položajev, pa nasplošno družbenih položajev v družbi. Te položaje zasedajo agenci oziroma akteri, delavci, kapitalisti, mala buržoazija, in vsak od teh položajev, torej akter, ki je na tem položaju, je funkcionalno opremljen z ideologijo, ki je potrebna, da ta položaj funkcionira tako, kot more. Altiser seveda poudarja zaradi razrednega boja in drugih dejavnikov, da delovanje sistema ni vedno harmonično, ampak nasplošno trdi, da če hočemo, da se
produkcijski pogoji reproducirajo, da morajo ti položaji, ki imajo svojo ustrezno ideologijo, delovati funkcionalno. Potem drugič, slaven Althusserjev pojem naddoločenosti, ki si ga sposoja in ga predela za svoje namene od Sigmunda Freuda. Težave z tem pojmom so, vsaj pri mojem branju, da Althusser nobene zelo jasne definicije ali pa ponazorjene definicije naddoločenosti ne ponudi v branju Kapitala ali pa še bolj v Za Marxa, kjer na začetku razvija to idejo. Med drugim recimo piše na eni točki, da je naddoločenost esencialna značilnost protislovja, je odsev eksistenčnih pogojev protislovja v protislovju samem, to je odsev položaja protislovja v vladajoči strukturi kompleksne celote. Naddoločenost odseva, pravi Althusser, eksistenčne pogoja protislovja v protislovju samem, to je odseva specifično strukturo vladajoče neenakomernosti, vselej vnaprej dane kompleksne celote, ki je njen obstoj. Potem imate tudi slovar v angleški različici, Ben Brewster, prevajalec Althusserja v angleščino, skuša nam pomagati in da svojo definicijo naddoločenosti, ki je nekoliko drugačna od Althusserja. Potem imate pa Althusserjevce, kot so na eni strani recimo Reznik in Wolf, precej ortodoksni, vsaj tako si pravijo Althusserjevci, ki trdijo, da naddoločenost ni nič misterioznega, če je nekaj naddoločeno, to preprosto pomeni, da nekaj, kar je vzrok in ima svojo posledico, je tudi samo posledica prejšnjih vzrokov. Torej, vsak vzrok je hkrati tudi posledica. Po drugi strani Althusserjevci, kot sta Benton in Levine, recimo trdita, da to ni res, da Althusser misli nekaj drugega in da v bistvu naddoločenost pomeni preprosto, da če je država naddoločena ali pa če je nek pojav naddoločen, da gre za to, da so vzroki, ki so potrebni, da se ta pojav zgodi, če jih je več, vsi enako vzročno zadostni. Torej, katerikoli od njih bi lahko manjkal, pa bi se pojav vseeno zgodil. Slavni primer iz literature je strelski vod. Če gre za strelski vod, kjer tistega nesrečneža 10 vojakov ustreli tako, da je vsak strel smrtonosen, je pojav naddoločen, zato ker vseh 10 strelov je posamič zadoščalo za to, da bi se zgodila smrt tega, ki je bil kaznovan. Skratka, moja poanta tukaj je, da jaz si ne predstavljam, kako ta sicer zanimiv in nekoliko misteriozen pojem naddoločenosti, kaj sploh je, kaj pomeni zares, kaj je Althusser zares z njim mislil in pa potem, kako naj to uporabimo tisti, ki raziskujemo delovanje kapitalistične države, kako naj to uporabimo, ko Althusser pravi, da je država naddoločena, kako nam to pomaga pri razumevanju delovanja države, recimo v kapitalizmu ali pa ekonomije. No in zadnja, da končam, zadnja točka, pri kateri bi se ustavil, je Althusserjeva ideja relativne avtonomije političnega od ekonomskega. Althusser zelo smiselno trdi, da marksizem ne sme biti zavezan naivni redukcionistični tezi, da ekonomija neposredno določa politiko in ideologijo in nasplošno zunaj ekonomske pojave. To ni zares določenost v zadnji instanci. Kar ekonomija naredi je, ekonomija samo določi, kar bo določalo vse ostale pojave. In potem imamo lahko recimo primer, da v feudalizmu ekonomija ni bila določujoča, zato ker v feudalizmu je ekonomija samo določila, da bo religija tista, ki je določujoča. Medtem ko v kapitalizmu, kjer se vsi strinjamo, da ekonomija je določujoča, ekonomski trg, tržna konkurenca, je ekonomija določila, da bo ekonomija določujoča. Jaz mislim, da je kar nekaj smisla v tej trditvi, v tem sklepu, ampak Althusser spet mislim, da ne najbolj prepričljivo pride do te točke. Balibar v večkrat omenjenem prispevku v branju Kapitala ima bolj subtilno in bolj historično-sociološko argumentacijo, s katero poskuša pokazati, kako ekonomija ni neposredno določujoča, ampak zato, ker v različnih produkcijskih načinih ne sovpada vedno trenutek produkcije s trenutkom izkoriščanja, niti prostorsko, niti časovno. V tistih primerih, kjer se takšno sovpadanje ne zgodi, samo v kapitalizmu sovpada produkcija z izkoriščanjem, časovno in prostorsko, kjer pa se to ne zgodi, recimo v feudalizmu, mora neka druga instanca, kot je politika ali pa religija, intervenirati, da zagotovi reprodukcijo produkcijskih pogojev. Da zaključim, skratka, poudaril bi, da je Althusser zelo produktiven filozof in v manjši meri družbeni teoretik, ki je tako posredno kot tudi neposredno prispeval sam ali pa prek dveh omenjenih intelektualnih tokov k razpravam znotraj in izven marksizma, ki so pomagale pri razvoju marksizma, ki so pomagale pri razvoju nekaterih z marksizmom ne zelo povezanih
filozofskih sistemov, kot je kritični realizem, ampak da tiste najbolj slavne ideje, ki so povezane z Althusserjem v zvezi z ideologijo, relativno avtonomijo političnega, ekonomskega, naddoločenostjo, strukturno vzročnostjo, niso tako rigorozne in znanstvene, kot je Althusser sicer rad trdil. Okay, hvala. Matija. Mogoče bi začel, počakaj, se sliši. Bi mogoče začel z nekim rahlim priznanjem, z Marxom posebno se jaz nikoli nisem res ukvarjal, ukvarjal sem se z Althusserjem in še z nekim drugim avtorjem, ki mislim, da je bil na tem trenutku je umanjkal v prejšnjih prispevkih in mislim, da je to tudi vodil v določene mogoče nerazumevanja in tako naprej. Zdaj, ta avtor bo Spinoza, no? In preden bi šel do njega, bi se ustavil pri temu, da če mi beremo branje Kapitala, ne? Kot je rekel Rutar prej, je to neko delo, ki je ne vem, nastane v nekem zelo podobnem okolišu, zelo podobno v istem času, skratka, branje Kapitala in to je za Marxa. In mislim, da lahko v teh dveh delih mi zaznamo neko enotno problematiko, ki pa se nam zastavlja predvsem v obliki vprašanja, kaj je Marxova filozofija, kajti kot najprej veste, Marx nima zdaj neke filozofske knjige, naprimer, da bi napisal neko svojo ontologijo ali pa nekaj takega, neko svojo logiko. Imamo znanost historičnega materializma, ki je prisotna v Kapitalu in tako dalje, nima pa ontologije. Zdaj, Althusserjeva teza tukaj je, da kljub temu v teh znanstvenih delih mi najdemo notri Marxovo filozofijo, ampak zdaj vprašanje je, kaj je ta Marxova filozofija. In če govorimo o Marxovi filozofiji, logično govorimo o filozofiji, ki je sama po sebi materialistična. Ampak zdaj, kaj bi to pomenilo, da je neka filozofija kot taka materialistična? In zdaj neke klasične interpretacije, ki so predstavljale glavnega sovražnika, mislim, da obeh teh Althusserjevih nekih kronskih del, so interpretacije, ki so Marxov materializem preprosto videle v tem, da se je obrnilo stran neke idejne spekulacije, torej od abstrakcije, da se je šlo k konkretnemu. Se pravi, in to konkretno je bilo poimenovano kot empirično, v razliki do hegelovskega duha ali česarkoli takega, ne. Zdaj, Althusser tukaj reče, ja, v redu, če bi bilo to res, potem na Marxu ne bi bilo nič pretirano novega. Imeli bi objekt klasične politične ekonomije, ki bi bil preddan, dopolnili bi ga s hegelovsko dialektiko, ki je bila dojeta do metodo, in dobili bi neko klasično distinkcijo, ki še zmeri vlada v neki spontani ideologiji znanstvene prakse, da imaš pravilno metodo, ki je dana pred spoznanjem in prek te metode prideš do pravilnega spoznanja objektom, ki je prav tako dan in že konstituiran pred spoznanjem. No, ampak na tak način bi v bistvu Marx podzadoval vse probleme, ki so pestile klasično politično ekonomijo oziroma ne vem, ali pa hegelovsko dialektiko, in zoperstavi se Hegelu. In torej, če v tem primeru, če ta kriterij materializma v bistvu, če ne bo zdržal, če ne more biti preprost obrat k materiji, stran od ideje, kje potem je tukaj materializem? In tukaj se začnejo vzpostavljati slavni Althusserjevi koncepti, ki se vežejo na koncept filozofije kot teorije teoretske prakse, torej vežejo se na opredelitev filozofije kot teorije teoretske prakse in pa opredelitev znanosti kot teoretske prakse kot nekaj, kar proizvede spoznavni predmet. In ravno ta produkcija spoznavnega predmeta, ne več nek skok v neko vnanjo realnost, nam tukaj služi kot tisto, kar Althusserju poda materialisti, oziroma Althusserju in Marxu, kar Althusser pri Marxu opredeli kot znak njegovega materializma oziroma manifestacijo materializma. In zdaj, torej filozofija na tak način v bistvu postane epistemologija
iz česar bojo kasneje pač sledili tudi pač Althusserjevi pač samo očitki oziroma samo kritike, ko si bo pač učitev pač teoreticizem, to je pač redukcijo, pač, ne vem, pač vse neke pač filozofske realnosti v bistvu na neko pač preprosto refleksijo dela, ki ga pač je znanost že opravila. Ampak zdaj, odkje v bistvu pač dobi Althusser pač to definicijo filozofije, pa materializma kot tega, kar je vezano na produkcijo spoznavnega predmeta, kjer se pač vednost ne more primerjati pač, ne vem, na nek pač eksterioren način, ampak se preverja imanentno, se pravi produkcijo spoznanja. Pač reference očitno Spinoza, začenši z razpravo o izboljšavi uma in potem etiko. Vse te distinkcije, ki jih potem pač enki vladajo pač za Marxa in v branju Kapitala, ki se pojavljajo konstantno, se pravi pač razlika med spoznavnim in pa realnim predmetom. Opredelitev spoznanja ne kot zrenja, naprimer, ampak kot prakse, ki proizvaja spoznavni predmet. To je pač čista pač, ne vem, spinozistična epistemologija, kjer se spoznanje pač določa kot pač izpeljevanje pač učinkov iz njihovih vzrokov. In istočasno s tem epistemološkim pač v bistvu pač prevzemom Spinoze in pač umestitvijo njega v Marxa se začnejo dogajati pri Althusserju, mislim, da tudi pač premene na ravni teorije ideologije. Če bi mi šli gledati naprej, pa gledali pač elemente pač teorije ideologije, ki jih mi najdemo za Marxa po eni strani in pa v branje Kapitala, že vidimo, ne vem, za Marxa pač neko pač spinozistično pač spekularno pač strukturo zavesti, potem vidimo v materialistični dialektiki za Marxa pač opredelitev pač ideologije kot materialne prakse, kar je tudi nekaj takega, kar pač ne vem, pač, kar tudi pač, česar najdemo zelo lepe pač primere pač v etiki. Zdaj, vodi pa pač ta konstelacija, ki jo pač Althusser postavlja, mislim, saj na pač leta 1965 v določene probleme. Če pogledamo, kako je pač ideologija pač teoretizirana na tem mestu, vidimo, da pač, ne vem, samo postopoma, samo pač nek ta celotni pač življenjski svet, red izkustva, se mu pač začne pač poenoti z ideologijo in pač pride do vprašanja, kako se pač znotraj takšnega polja, ki je v bistvu celotno saturiran, ne samo, da je saturiran z ideologijo, je ideologija, kako se lahko oblikuje nekaj takega, kot je pač neka znanstvena idealnost, se pravi tisto, kar je pač Tibor prej govoril, ki je govoril o teh treh, ki imaš občost ena, se pravi nek surovi material, na katerem pač dela pač neka teoretska sredstva in potem pač znanstveniki produkti, pač, ki izidejo iz tega. Torej, vprašanje je, kako se lahko oblikuje nekaj takega, kar ni samo nek pač preprost doživeti učinek, ampak nekaj, kar tvori kombinacijo te občosti dve, torej pač konceptualnih aparatov, ki smo jih obenem tudi sami proizvedli, in pa pač nekih pač vednosti, ki jih proizvedemo s temi konceptualnimi aparati. Kar hočem tukaj poudariti je, da mogoče dostikrat se bere tega pač zgodnega Althusserja, kot da podaja pač neko pač instrumentalistično v bistvu pač teorijo spoznanja. Ampak ravno, ko pogledamo, kako se v bistvu sredstva in vednosti, ki so z njima proizvedene, kako se stalno pač premeščajo, v bistvu pač, ne vem, se notri pač, ne vem, ta pač neka instrumentalistična metafora je sicer uporabljena, ampak pade. Ampak gremo nazaj k problemu, kot sem rekel, pač, ne vem, pač celotno pač naše izkustvo je pač saturirano oziroma je ideologija, kako se oblikuje z znanstvene idealnosti. In to se naprimer pri Althusserju, mislim, se predvsem pač v branju Kapitala kaže, če pogledamo pač, kakšne so pač njegove kritike ideologije. Naprimer, pride do pač kritike historicizma in reče, v redu, pač historicizem je vzel pač neko naše pač doživljanje pač časa, torej pač, če bi rekli naše doživljanje časa, da štejemo pač trenutke 1, 2, 3, 4, 5, 6, pač linearnega sosledja in jih je vzel kot za koncept neke instance znotraj družbene celote, naprimer pač, ne vem, ekonomije ali pa pač, ne vem, politike in prek tega pač, ne vem, pač enotnega, pač doživetega ideološkega časa v bistvu se pač začel zvajati pač na eno instanco. In kar je potem tukaj pač Althusserjeva kritika je to, da je preprosto pač neko pač doživeto pač polje fenomenov
je napačno prepoznal kot pač nek konstituiran spoznavni objekt, nek konceptualni aparat, ki bi tvoril pač, ne vem, tisti presek občasti 2, torej pač konceptov, ki so uporabljeni, in občasti 3, se pravi pač spoznanj, ki so z njimi proizvedeni. Ampak tukaj, to je tudi mesto, na katerem na tej ravni Althusserjeva teorija, saj v delih, ki jih danes predstavljamo, pač v bistvu ostane. Imamo pač afirmacijo razlike med spoznavnim predmetom in realnim predmetom, to je to. Nimamo opisa, kako se pač pride do nekega tvorjenja prvih znanstvenih idealnosti. In to mislim, da se potem pač je tisto, kar Althusserja napeljuje naprej v smeri, pač ne vem, ki se morda poznate, ampak veste, v kasnejših delih bo pač, ne vem, pač definicija filozofije kot teorija, teoretske prakse bo pač padla stran, nadomeščena bo s filozofijo kot v zadnjem instancu razredne bioteorije, se pravi z nečim, kar je povezano z neko realnostjo, ki obstaja pač zunaj, pač neke čiste konceptualnosti in ki naj bi pač, ne vem, omogočala v bistvu pač vzpostavitev potem pač nekih pač znanstvenih idealnosti. Zdaj, kar je zanimivo, je, da tudi, če pogledamo pač ta neko pač Althusserjev pač začetni projekt, za katerega se zelo lepo da pokazati, da ima res pač, ne vem, da je polna pač preslikava pač neke epistemološke sestave, ki jo mi najdemo v razpravi Izboljšavi uma, da potem, ko bo Althusser razrešil naslednje zadeve, da bo tudi njegovi pač problemi, po katere se bo soočal, in načini, kako jih bo predvsem načini, kako jih bo se razrešil, so v bistvu jih pač direktno najdemo, pač tudi pač, ne vem, če mi sledimo pač neki Spinozovi genealogiji, se pravi preskok od nekih teh zgodnjih del razprave od Izboljšave uma, kjer bo preprosto zatrdil pač ideja je drugo kot njen predmet in to je to, ne bo se vprašal, kako pridemo do neke prve resnične ideje. In potem etiko kasneje, kjer pač se oblikuje pač v drugi knjigi pač cela pač teorija pač v bistvu geneze znanstvenih idealnosti, ki potem pač predstavlja tisto druga zvrst poznanja v razliki do imaginacije, pa po modelu, katere je pač skratka narejena Althusserjeva teorija ideologije. Zdaj ne vem, koliko manj časa, pa kako bi šel naprej, da ne bi pač, ne vem, kompliciral, pa šel v neke erudicije pač pretirano, tako da... Ja, mogoče lahko še v debati, ki bolj pojasniš, če vi. No ja, tudi glede na to, da smo zdaj že nekaj časa tukaj teoretizirali, bi jaz mogoče strnila ta dve svoji poanti, zakaj jaz mislim, da je ta zbornik danes še vedno zelo aktualen oziroma pomemben. Prva poanta je ta, da je to eden izmed redkih, če ne celo edinih kolektivnih filozofskih podvigov. Torej, imeli smo neke tandeme, Althusserja, Adorna, Horkheimerja, Marxa, Engelsa, Deleuze-Guattarija, ampak to pač na sam način, kako je potekal ta seminar, je bil, da se odprl kritični prostor, zastavili so si vprašanje, kaj je metoda in kaj je objekt kritike politične ekonomije in potem so kolektivno odgovarjali na to vprašanje. Zdaj pač tudi danes vsi v akademiji nekako sodelujemo na skupnih projektih in se sicer hoče spodbujati ta kolektiven duh. Še vseeno na koncu dneva vsak mora skrbeti za svoje točke in zdaj nekako je to lahko ideal, da je možno drugačno delovanje. No, pa druga poanta je pa, kako so to naredili. Pač kot sem prej rekla, so oni kritizirali tedaj obstoječi marksizem in francosko komunistično partijo. Ampak to niso naredili tako, da so šli stran od marksizma, pa so ga zavrgli, ampak so šli nazaj brati Marxa, bolj natančno Marxov Kapital. Ampak spet, kako so to naredili? Niso rekli, vsa branja Marxa do sedaj so bila napačna in mi vam bomo povedali, kaj je Marx res mislil. Torej niso stali na poziciji oziroma na stališču vednosti. Stali so na stališču pogojev možnosti vednosti. Pokazali so, vprašali so se, stali so na stališču vprašanja, kako se tvori sama vednost, kaj je tisto v Marxovem konceptualnem aparatu, kar loči, kar nam omogoča pokazati, kaj je ideologija, kaj je znanost, to, kar sta v bistvu že Tibor in Matija Jan povedala. Torej, kot je tudi večkrat poudaril Althusser, niso stali na stališču, da vam bomo povedali, kaj je pravo, ampak so pod vprašaj dali samo branje in samo mišljenje. In zato tudi mislim, da je danes ta knjiga še izjemno aktualna. Ampak zdaj pač, preden gremo naprej, bi mogoče dala prostor publiki, če hoče kdo kaj dodati in povedati, oziroma če ima kdo kakšno vprašanje.
Ne bo nič? Ok, tukaj imamo eno vprašanje. V bistvu je bolj tako meta vprašanje o obstoju videoposnetkov in tako dalje, ker je zelo veliko vsebin, poskušam tipkati, pa ste tako hitri in tako. Moram se še iz tega ven izviti, da bi lahko... Misliš to, ta videoposnetek? Ja, rabim nekaj sekund, da v bistvu pridem k sebi, če bi hotel vprašanje postaviti. Aha, pa to je pa Ciril bo vedel odgovor na to vprašanje. Dostopnost videoposnetkov. Hvala, bo dostopno. Pravi Ciril. No, mogoče pač profesor Vogrin, če bi povedal še kaj več o situaciji v Sloveniji, ali bi pustili? Lahko na kratko, glejte, čeprav mislim, da ne vem, če je Rastko Močnik tle, bi me lahko bistveno dopolnil pa popravil. Jaz bi predvsem rekel, da recepcija Altiserja v Sloveniji ni bila lokalna v tem smislu, da bi pa samo prenašali sem neko tujo vednost, ampak da je bila izvirna in plodna, tudi če mogoče ni bila vedno sočasna s Francijo. In začne se verjetno zelo očitno leta 1971, mislim, da je bilo ne v problemih razprava, kjer so pravzaprav Rastko Močnik, Braco Rotar tudi in pa Slavoj Žižek upeljali na kritičen način problematiko, ki se je prej odpravljalo pod rubriko strukturalizem. Se pravi, kjer so deloma pač uporabljali koncepte, recimo Altiserjeva, ampak v nekem kontekstu teoretskem, ki je pač od enega do drugega bil razmeroma različen. Pri Rotarju je naslonitev na Altiserja, tudi recimo na branje Kapitala, ampak niti slučajno ne samo to, v bistvu marsikdaj posredna. Se pravi, na eni strani gre pri izbiri tematik, predvsem v tem, da je na področju humanistike Braco Rotar poskušal razbirati tisto, kar je bilo ideološko nemišljeno, recimo v teorijah kulture, v teorijah vrednot, pred čemer je tisti tekst, na katerega se opiral, je bil, mislim, da je Michela Pešeja, zdaj se ne bom spomnil, enega prvih teh izdelkov epistemološkega krožka, Cercle epistemologique, kjer imate pač neko to teorijo, recimo znanstvenosti pod pseudonimom Thomas Herbert je šla. Se pravi, Rotar je predvsem se naslovno, mislim, tukaj na Altiserja v tem smislu, da je analiziral te sklope humanistične vednosti z namenom, da pač se pride od recimo ideologije k neki trdnejši teoriji. Mislim, da ne delam krivice za Rastka Močnika, če rečem, da je bila njegova raba bolj, bi rekel, orodna v narekovaju, v tem smislu, da je vzel pač ideologijo tudi področje, vzel ideologijo tudi kot področje, kjer vladajo prepričanja, kjer vladajo ideologija in kjer je torej naloga, ki jo imamo recimo kot historični materialisti, predvsem ta, da poskuša analizirati tisto, čemer smo takrat najbolj pogosto rekli ideološki mehanizmi. Se pravi, ti mehanizmi so bili lahko taki, ki so se lahko nanašali na koncepte, ki so bili od Altiserja vzeti, naprimer interpelacija, ne pa nujno, se pravi, Rastko je predvsem pa uporabljal različne dosežke, recimo semiotike, potem recimo analitične filozofije jezika, se pravi, da je šlo, bom rekel, za intervencijo, mogoče na malo drugačen način v te vede, kot pri recimo Rotarju, medtem ko Žižek je še v svojem delu, ki je išlo pravzaprav v nadaljevanjih, v problemih, razpravah, Temna stran meseca, ne vem točno, katero leto, ampak
na pamet bi rekel tam 1972-73, se pravi še kot študent, je analiziral to, kar je uprizoril grafično tam kot strukturalistični trikotnik. Se pravi, to je koncepte, ki so jih uporabljali, ki so bili deloma skupni, glede katerih so se razlikovali Lévi-Strauss, Michel Foucault in pa Althusser. In recimo to branje ni bilo althuserijansko branje, ampak je bilo zelo kritično do Althusserja in recimo Žižek tam v tistem branju zavrne, recimo predvsem kritizira Althusserjevo koncepcijo procesa brez subjekta, in recimo uporabo dvojice realno in imaginarno brez simbolnega. Ker vidite že lahko, da je pravzaprav tisto, kar tukaj le pogreša, nekaj, kar ima pri Lacanu. In da je kasnejše njegovo branje je bilo večkrat ponovljeno branje Althusserja, kjer je deloma pač recimo lahko pokaže, kako je Althusser Lacana reduciral, ali pa kako je tisto, kar je mogoče teoretsko so preiskali pri Althusserju, najti pri Lacanu. Implicitno je tudi zgodaj zavrnil nekatere koncepte, tipične kot je interpelacija, in jih nadomestil z drugimi. Kasneje so recimo v začetku 80-ih let so pač takrat se formirali bolj izrazito znotraj problemov razprav Lacanovci in takrat je tudi recimo raba Althusserja se malo spremenila, se pravi nekaj časa se je zelo poudarjalo razredni boj, ampak ta razredni boj je bil na nek način vedno bolj preprosto razumljen nazadnje kot princip družbenega razcepa, kot realno, kadar govorimo o družbi. To se meni osebno pravzaprav ne zdi posebno plodno, ker ugotoviti, da družba ne obstaja, je približno nekaj takega, kot če ugotovite v naravoslovju, narava ne obstaja. Naravoslovja tudi niti najmanj ne ovira, da ne bi eksistiralo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker pač tudi za historični materializem družba ni koncept. Koncept je kvečemu morda pogojno družbena formacija, produkcijski način in tako naprej. To je nekako, bi rekel, kontekst te uporabe. Z razhodom znotraj razprav leta 82-83 približno, pač deloma tisti, ki so bili Lacanovci, so za Althusserja bodi se ne zanimajo več prav zelo, bodi se zanimajo kakšnega zelo specialnega aspekta. Tako da tisto, kar je tukaj mogoče za dodati, je to, na oddelku za sociologijo se je potem Althusserja precej uporabljalo, ampak nikoli ni bil ortodoksija. Če kdo kdaj to tako razumel, je to razumel narobe. To govorim pa z vso avtoriteto, ker sem bil sam tisti, ki je kot predstojnik oddelka, tam nekje v letih 93-95, bomo videli točno, v programu, ki sem ga v veliki meri sam, predmetnika, ki sem ga v veliki meri sam upeljal, prevzel kot uvodni predmet sociologijo kulture in kot obvezno branje na začetku študija sociologije vzel linijo Marx, nemška ideologija k Althusserju, se pravi deloma kritika, deloma razvoj, ideologija, ideološki aparati države, potem pa še dva teoretika v četverici, Saussure in Freud. Zakaj? Iz edukativnih razlogov izrecno, da bi študenti razumeli sociologijo kulture, ki sta jo takrat pač teoretsko najbolj dognano izdelovala na oddelku Rastko Močnik, Bratco Rotar. Zakaj ravno Althusser, zakaj ideološki aparati države? Ne zato, ker bi pač mislili, da se tu skriva neka privilegirana pot do resnice z velikim R, ampak zaradi tega, ker se Althusserjev tekst navezuje jasno na Marxa, da ima postavljene teze, ki so postavljene jasno, se pravi, lahko se opredelite do njih, lahko jih razdeljujete, in ker vam da misliti o pojavih, kot so ideologija, šola, družina in tako naprej. Pri čemer bi pa mogoče čisto za konec nekaj rekel. Meni se vendarle zdi, ko govorimo
o Althusserju in njegovih prispevkih ali pa o branju kapitala, da je treba videti konkreten kontekst, ki ni zgolj nek časovni trenutek, v katerega lahko potem umestimo karkoli hočemo, ampak gre za to, da gre v neki teoretski situaciji pa v neki konjunkturi za določen problem, za problematiko, v kateri je mogoče na različne načine pristopati. In ta problematika je, ko gre za ideologijo in ideološke aparate države, kjer Althusser pride k temu, da reče, treba je študirati kot temeljni problem reprodukcijo produkcijskih razmerij, je to pogoj za študij temeljne strukture družbene zanj. Se pravi, ta teza nastopi v trenutku, ko vlada recimo ortodoksija v marksizmu, za katero je država pravzaprav alfa in omega vprašanja. In Althusser v resnici odvrača pozornost teorije oziroma postavlja historičnemu materializmu veliko strožje pogoje. Če hočete misliti reprodukcijo družbe, morate dejansko pojasniti tistega, kar se je v civilno družbo in v ideologijo tlačilo. Ni v nobenem primeru dovolj se ukvarjati z državo. In to mislim, da je toliko mislim, da je to dovolj. Ok, hvala. Imamo eno vprašanje v prvi vrsti. Kako prelomno je to delo, ta Althusserjev podvig ali pa podvig Althusserjevega kroga v branju Marxa ali pa sicer kako velik je bil ta, kako prelomno je to delo sicer v francoski filozofiji. Zdaj mene pa zanima, kakšen je pa domet tega projekta, kakšen je bil vpliv, če kakšen, domet in vpliv tega projekta sicer na humanistične vede v Franciji v tistem času ali pa kasneje. Torej, kakšna je bila, ali je to delo imelo kakšen vpliv na razvoj epistemologije, ne vem, zgodovine, zgodovinopisja, sociologije in tako naprej, oziroma kakšne so bile, torej pravzaprav tudi reakcije iz teh znanosti na ta Althusserjev projekt oziroma projekt njegovega kroga. In v drugo vprašanje, zdaj, če gre, kot ste rekli, da gre torej za pri tem podvigu za torej izrazito materialistično filozofijo, torej ki se odmika od neke spekulacije k analizi torej nekih historičnih pravzaprav pojavov in izčrpa iz njih neko spoznavno vednost, pa me zanima, kakšna je pa vrednost, zdaj, ali pa kakšen je pa položaj teh historičnih zgledov, na katere se avtorji sklicujejo. Jaz zdaj, kakor sem bral Althusserja, torej, ko sem ga malo bral, bi že lahko rekel, da je pravzaprav zelo skop v svojih sklicevanjih na historične zglede. No, pa me zanima, kako je pa zdaj v tej knjigi oziroma v tem krogu. Hvala. Okay. Jaz kakor vem, v njegovih prispevkih branja kapitala praktično ni zgodovine. Tudi to, kar si rekel, da je to odmik od spekulacij, pa ne vem kaj, k zgodovinski realnosti. Ne, ravno to ni. Ostaneš v abstrakciji. Tako da sam postavlja neke obče načine, po katerih bi vsaka epistemologija, ki bo proizvedla neko konkretno spoznanje, delovala. Kaj? Nisem razumel. Če bi kdo še odgovoril na vprašanje?
No, pač mogoče jaz poskusim, zdaj ne vem zdaj točno, kako je šla cela zgodovina. Ena veja, ki je šla Altizerjeva in ki sem jo tudi malo omenila, ki jo boljš poznam, so ti Miller, Milner, Duro, pač ti študenti, ki so takrat zapustili Altizerja in so šli k Lacanu, ker on je imel leta 1964 isto bralni krožek najbolj normalni in takrat so tudi pač tam bile zelo produktivne debate, ki so tudi pol išle v svojem zborniku konceptne forme, ki ga pač tudi nimam prevedenega. In jaz bi tako, zdaj ne vem kako zelo suvereno, ampak jaz bi trdila, da je bil ta Altizerjev seminar eden izmed ključnih dejavnikov, da je mislim, dobesedno bil je ključen zaradi tega, ker Altizer je bil tisti, ki je Lacana sploh pripeljal na ta faks in ki je začel te debate, ki so se potem nadaljevale v tem smeri, ki jih potem pač imaš cel razvoj psihoanalize. No, pa drug mogoče vpliv je, bi bil, ki v bistvu spet ni bil vpliv, ampak se ga zdaj za nazaj dojema in sicer tekst od Rancièra, ki je preveden koncept kritike in kritika politične ekonomije. To je eden izmed prvih tekstov, ki je premaknil vprašanje na nivo, na pojmovni razvoj vrednostne forme. In zdaj pač v 70-ih letih so se pojavila ta nova branja Marxa z avtorji, ki v bistvu jih imamo tudi že prevedene, naprimer Heinrich, Pašukanis, Elmars, no Pašukanis ni, ampak pri Sofiji sta prevedena ta Elmars in Heinrich. Pač ta tekst se zdaj uvršča med te neke začetnike nekaj drugega branja Marxa, ki pa v bistvu gre čisto stran od politike in se osredotoča na ta pojmovni razvoj analize vrednostne forme. Zdaj za druga področja ne vem zares, pač ta dva poznam. Ja, dober večer. Jaz bi dopolnil odgovor profesorja Vogrinca na vprašanje, ki ga je kolegica Leja dala na začetku, kakšen je bil vpliv Altiserja v Sloveniji. Profesor je opisal uporabe Altiserjeve teorije v Sloveniji v zgodnjih 80-ih na področju sociologije kulture. Kar se tiče sociologije kulture, so se te uporabe nadaljevale tudi kasneje, tako rekoč do tega trenutka. Izpostavil bi mogoče delo profesorja Močnika na področju nacionalističnih ideologij, ki je izhajal iz tega spisa Altiserjevega o ideoloških aparatih države in te interpelacije, konceptu interpelacije. In tudi kolega naš Luka Culibergs, japanolog, je potem razvijal to linijo. Hkrati ste pa imeli znotraj obče sociologije ali pa tistega dela sociologije kulture, ki so obči sociologi razvijali, tudi eno zelo produktivno rabo Altiserja pri sociologu, ki je bil verjetno najbolj strogem pomenu Altiserjanc na Slovenskem, to je bil pa dr. Marko Kerševan, ki je zlasti z opiranjem na ta prvi izbornik Altiserjev, torej tak je bil predtem, če se ne motim, za Marksa, razvil eno izvirno teorijo religije kot prakse po modelu te Altiserjeve teorije ali koncepta ideologij kot prakse, materialistično. In je bila tudi usposobljena ta teorija za izvajanje empiričnih raziskav, če to kolega pač zanima. In po drugi plati pa razvijal tudi razredno teorijo in na podlagi kasnejših del teh ideoloških aparatov države tudi vlogo raznih humanističnih ideologij, ne samo pač religij, je pa pokazalo, da so se religije izrazito humanizirali v tem smislu, da so se osredotočili na človeka, kot enega elementa, ki je pomemben in v reprodukciji kapitalizma, zlasti poznega kapitalizma. V tem smislu je bila recepcija Altiserja v Sloveniji pač, moramo reči, produktivna, mogoče bolj kot kje druge, kjer je takrat imel zelo velik učinka v nekem trenutku, ker je bila to akademska moda, pa je zelo malo ostalo tega, tukaj na nek način še zmeraj živ.
Ok, hvala. Imamo še kakšno vprašanje, komentar, popravek? Jaz bi samo dve opombi dal. Ena je, da ne smemo pozabiti pri kontekstu oziroma konjunkturi, ki je vplivala na Althusserja in njegove teoretskega dela Mao Zedonga. In v Mao Zedongovem spisu o kontradikciji, o protislovju, so odgovori, ki jih išče Tibor Rutar glede naddoločenosti, o tem, da se pogoji možnosti protislovja reflektirajo v protislovju samem, da členi protislovja niso simetrični in tako naprej. To je ena opomba, se pravi Mao Zedong absolutno in Althusser ga tudi citira za Marxa. Drugo je pa to, je pa splošno vprašanje strategije branja. Jože Vogrinc je že rekel, teksti nikoli niso prebrani, ne? A veste, to se začne že z Aristotelom, že s Platonom v resnici, ne? Vsak prevod je interpretacija, ki je konjunkturna. In v kulturah, ki so vredne svojega imena, je treba klasične tekste vsake toliko časa ponovno prevesti, kar se celo z Marxom dogaja. Debenjak je objavljal svoje prevode v časopisu za kritiko znanosti, oddelkov iz Kapitala. No, ampak na splošno sta pa dve strategije, berete lahko naprej ali pa nazaj. Primer branja nazaj je Foucault, ki iz Marxa dela Ricardovca. Tista, ki je v Le Mot et les Choses, v Besedah in stvareh. Tista obravnava Marxa, ki jo tam kaže Foucault, je škandalozno primitivna, ne? To je nazaj branje. Reducirate na neko pozicijo, ki je bila pred tem. Drugo je pa branje naprej. In to so prakticirali Althusser in kolegi v tej knjigi. Hvala. Še kakšno vprašanje, komentar, dodatek? Že veliko. Ja, ok. Če pa ni dodatnih vprašanj, bi se pa sem rada zahvalila za udeležbo. Zdaj nisem zihar, a tam so zdaj knjige za prodajo? V Azilu si lahko kupite Branje kapitala. Ne vem, zares, če je znižana cena. Ja, hvala.